povedati, da pol leta je mimo, župani in svetniki, kluba županov in svetnikov pri Novi Sloveniji pač ugotavljamo, da je situacija, kar se tiče občin, financiranja občin in glede realizacije projektov, ki smo si jih v letošnjem letu zastavili, dokaj težka. Situacija, jaz moram povedati, sem že 4 mandate župan občine Rogatec, še nikoli ni bila takšna, kot je danes, glede te gospodarske krize. Pravzaprav je ta proračun, predlog rebalansa proračuna, ki je pripravljen in bi ga naj obravnavali oziroma sprejeli v državnem zboru, res naravnan proti občinam. Občine pač so najbolj odvisne od dveh resorjev. To je od ministrstva oziroma službe vlade za lokalno samoupravo in na drugi strani ministrstva za okolje in prostor. Potem še sledi ministrstvo za gospodarstvo, pa še kakšno drugo ministrstvo, ampak predvsem od teh dveh, kar se tiče investicij. Mi ugotavljamo, da z predlogom rebalansa določenih investicij občine ne bodo mogle izvesti. Nas pa najbolj boli to, da je pravzaprav strani obstoječe vlade to nekako namerno pripravljeno, glede tega, da se ne morejo zagotoviti domača finančna sredstva. In tu se res sprašujemo, ker se pa dejansko vsi projekti financirajo strani Evropske unije, pa v to v višini od 70, 80, celo 85%, da za tiste projekte ni domačega denarja. To je pravzaprav katastrofa. Nenehno govorimo, da premalo počrpamo evropska sredstva in tu, kjer smo občine pač pokazale, da smo sposobne tisto, kar je planirano za občine, res porabiti, ker v preteklem obdobju smo tudi pripravili kvalitetne projekte, se zdaj ugotavlja, da je namen vlade, da tudi na tem segmentu krči finančna sredstva. In danes se lahko vprašamo, kljub temu, da je to finančna perspektiva 7-13 oziroma obdobje 10-12, ali bomo lahko ta sredstva porabili. Moram povedati, da je že bil lani napovedan 5. javni razpis za razvoj regij. Ni bil lani v jesen, šele letos februarja in do danes še nobena občina ni dobila sklepa, da je projekt potrjen. To je res katastrofa. To pa pomeni, da vse tiste občine, ki so v letošnjem letu planirale, da bo to tudi realizirale, to ne bo možno. In tu je zdaj posledica tega, kar sledi v proračunu, da je vlada to namenoma dela, se pravi, zavlačuje z sklepi, da bomo te sklepe pridobili pač tam proti jesen, to pa pomeni, da se dobesedno investicije bodo lahko začele ali pa se celo ne bodo mogle v letošnjem letu, da se bo nekako vse skupaj prolongiralo za naslednje leto. Izpostavil bi še en drugi zelo velik problem, kar se tiče ministrstva za okolje in prostor. Janševa vlada je v letu 2007 sprejela nov ZUREP, zakon o urejanju prostora in tako imenovane občinske prostorske načrte in glede tega danes smo v letu 2010 zelo na prste na roke lahko preštejem občine v Sloveniji, ki so tudi občinske prostorske načrte sprejeli. To so velike težave glede dajanja raznih smernic, ki jih morajo dajati ministrstva, tudi po pol leta čakajo občine, kljub temu, da v zakonu piše, da je rok 1 mesec, še to v marsikateri občini ni omogočeno, da bi v pol leta dobila smernice strani ministrstva, vemo, kar pa še pol kasneje sledi, da lahko občina to sprejme. Zaradi tega pa bom tudi s tem zaključil. Kar se tiče predloga proračuna, je zelo pesimističen za občine, zelo, bi rekel, destimulativen glede tistih projektov, ki bi jih naj v letošnjem letu občine spravile pod streho in tudi za naprej. In menimo, da kljub temu, da imamo danes ministrstvo za lokalno samoupravo, a veste, pred 2 mandata nazaj ga niti nismo imeli. Občine so spadale pod ministrstvo za notranje zadeve, kljub temu, da imamo svoj resor, tako slaba situacija, kot danes še nikoli ni bila.